V Halozah pa se prava drama odvija zaradi načrtovane gradnje državnega vetrnega parka s 5 vetrnimi agregati. Župan občine Žetale, kjer naj bi postavili 2 vetrnici, je odstopil. Do volitev bo vodenje občine prevzel podžupan. Civilna iniciativa medtem poudarja, ne glede na to, kdo bo vodil občino, bomo pri svojih zahtevah vztrajali, vetrnic v našem okolju ne bo. Mojca Hanžič. Načrtovana gradnja 5 vetrnih elektrarn, 2 v občini Žetale in 3 v Rogatcu, je v Halozah dvignila ogromno prahu. Prvi župan je že odstopil, drugi bo vztrajal zgolj do zaključka mandata. Oba sta občini vodila 27 let. Razlog odhoda pa, tako župan Žetal, vetrnice in z njimi povezan medijski linč strani civilne iniciative. Da sem v tem trenutku postal škodljiv, da nimam vizije, da nimam idej in da škodim občine in občine, ki sem jo 27 let vodil, pa posvetil praktično ves svoj čas, res ne bi želel škoditi, zato sem se poslovil. Civilna iniciativa nikoli ni imela političnih ambicij, prevzema oblasti, ni pozivala k odstopu župana Žetal. Tako pa predstavniki civilne iniciative, ki odgovornost za njegov odstop zavračajo, saj da je bilo v njihovem interesu zgolj ohraniti čisto naravo, brez vetrnic. Ne smemo mimo tega, da civilna iniciativa vseeno je zbrala v tej zadevi več kot pol podpisov volilnih upravičencev, ki so jasno izrazili mnenje, da so v Žetalah proti in prav tako v Rogatcu. Ja, normalno, civilna iniciativa je proti vetrnicam, s tem, da jaz sem se na začetku opredelil, da bom držal nevtralno držo, ker je mnenje ljudi deljeno. Niso vsi proti. So pa proti župani okoliških občin. V Halozah nimamo Alp, nimamo morja, imamo pa seveda neokrnjeno naravo, imamo lepe vedute, krajino, ki jo bo seveda ti industrijski objekti trajno dejansko uničili. Vetrnice pa pomenijo hrup, emisije, izgubo vrednosti nepremičnin in zmanjšanje privlačnosti kraja za obiskovalce. Investitor Dravske elektrarne Maribor odgovarja, da bodo s projektom nadaljevali, ker Slovenija vetrne elektrarne potrebuje, a da ostajajo odprti za dialog z lokalnim okoljem. Ministrstvo za naravne vire in prostor pa se bo predvidoma v jeseni opredelilo do vseh pripomb javnosti na postopek sprejema državnega prostorskega načrta.